zrcalce izmurgal povej, kdo mandatar v deželi bo tej. No, potem ko je Alenka Bratušek pokurila kar nekaj imen možnih mandatarjev, Murglam ni preostalo drugega kot to, da pošljejo v igro prav njo. Za popotnico je dobila drobceno pisemce, v katerem je zamrznjeni šef Pozitivne Slovenije Zoran Janković zapisal: Odstopna izjava. Podpisani Zoran Janković odstopam s funkcije predsednika PS z datumom imenovanja nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek. Srečno Slovenija. Ljubljana, prostor za vpis datuma in podpis Zoran Janković. In kamnita srca, ki so vse do tistega trenutka zahtevala, da Zoran Janković brezpogojno odstopi z vseh funkcij, so se omehčala. Pa je Janković res brezpogojno odstopil? Mar ni napisal, da bo odstopil s funkcije predsednika Pozitivne Slovenije šele, ko bo imenovana nova vlada pod vodstvom Alenke Bratušek? No, ne bodimo vendar malenkostni. Je mar kaj hudega, če zamrznjeni predsednik pred brezpogojnim odstopom s funkcije postavi tako rekoč nepomemben pogoj glede tega, kdo in kako mora sestaviti in voditi vlado? Če dobro premislimo, je to res ena taka drobna kaprica. Kot rečeno, v trenutku, ko je Zoran Janković Alenki Bratušek izročil župansko bulo z obljubo odstopa, so se kamnita srca vseh, ki so do tistega trenutka zahtevali brezpogojni odstop Zorana Jankovića z vseh funkcij, omehčala. Najbolj je z izrekanjem svoje kot kamen kos trdne in zanesljive podpore pohitel kremeniti Karl Erjavec. Mislim, da so odprta vrata za oblikovanje nove vlade. Tudi zvesto srce in delovni ročici Gregorja Viranta niso mogli počakati niti do konca žalnih slovesnosti za finančnim ministrom Janezom Šušteršičem. Slednji, čeprav član Virantove stranke, seveda ne bo smel sodelovati v prihodnji vladi, ki bo za razliko od sedanje slabe vlade, kaj pa da dobra vlada. S konstruktivno nezaupnico odpremo pot do ali predčasnih volitev ali pa dobre vlade. Celo Igor Lukšič, ki je še ne tako dolgo tega ob iskanju mandatarja izjavil, da socialni demokrati v novo vlado ne bodo skočili, ker v tem bazenu ni vode, celo on se je omehčal. Jankovićev podpis ga je prepričal in zdaj verjame in bo skočil. Lukšič očitno ni med tistimi nesrečniki, ki so članom družine Janković zaradi njihove izjemne kredibilnosti neprevidno posodili milijonček, 2 ali 3. Kaj si od vlade, sestavljene po želji Zorana Jankovića in stricev, ki stojijo za njim, lahko obetamo, je lepo povedal prvi nosilec neseserja bodoče premierke Jani Möderndorfer. Sam sem pa prepričan, da ena od prvih stvari, ki se mora zgoditi z novo vlado, je, da bo Slovence in Slovenke prenehalo biti strah. Da se zbujajo zjutraj s cmokom ob tem, kaj nam bo trojka napovedala, da kar naprej ugotavljajo, a bojo imeli še službo ali ne. In vse ostalo, kar sledi, je prvo, kar je, da se stvari najprej v Sloveniji umirijo. Skratka, po prisegi nove vlade pod vodstvom Alenke Bratušek na našem jedilniku ne bo več cmokov. Tudi štrukljev in semoličev najbrž ne bomo več tako pogosto deležni. Ostaja pa vprašanje, kaj bo že napovedano vseslovensko vstajo, ki naj bi se zgodila 9. marca. O tem, da bo tudi tokrat naperjena proti Janezu Janši, ni nobenega dvoma. Mnenja o tem, kaj bo na vstaji počela Alenka Bratušek, pa so deljena. Nekateri so prepričani, da bo ob tej priložnosti nagovorila zbrane vstajnike. Drugi pa menijo, da bo pomešana mednje in tudi sama protestirala zaradi predolge čakalne dobe na mesto premierke.
Zrcalce, zrcalce, še nam zdaj povej, kako bo v naši deželi poslej. Kako? Brez dvoma kot v pravljici. Iz naprstnikov jedli, z rešet bomo pili in spet se ne bomo nič naučili.